Na kaj pomislite ob besedi feratarstvo? Ste za to že sploh kdaj slišali? Jaz verjamem, da ste, ampak nocoj boste feratarstvo spoznali tudi malo bolje. Kdo se s tem že ukvarja in kdo se lahko, kako izgleda in kakšno opremo potrebujemo? In še kaj, pa prvi sogovornik nocoj, gospod Tone Železnik. Dober večer. Dober večer, tudi vam. Kako se počutite na trdnih tleh? Kar dobro. Kar udobno. Feratarstvo, priznam, preden ste stopili v stik z nami, nisem vedela, da ta pojem obstaja, da ta šport obstaja. Verjamem, da je tudi kdo na drugi strani kamere, ki še nikoli ni slišal za to. Tako da bi vas najprej prosila, če nam lahko za začetek pojem feratarstvo malo razložite. Sila preprosto. Via ferrata v italijanščini železna pot, se pravi z jeklenicami, skobami, klini nadelane poti, zahtevne poti v gorstvu, v gorah. Kdo se lahko s tem ukvarja? To je zvrst planinstva ali gorništva, za razliko od alpinizma, ki je krona vsega tega, so to varovane poti, že samo ime pove, in si ves čas vzpona ali veliki del vzpona varovan pripet na jeklenici. Bi lahko torej rekli, da je to ena bolj varna oblika alpinizma? V nobeni dejavnosti človeški ne moramo zagotoviti 100% varnosti, ampak to je ob upoštevanju osnovnih pravil zagotovo zelo varna oblika. Koliko feratarjev, ali lahko uporabim ta izraz? Ja. Feratarjev, koliko jih je v Sloveniji oziroma vas je? Je to precej mlada zadeva pri nas ali kar obstaja že dalj časa? To je zelo stara zadeva. Prvo ferato so naredili 1840 leta. Neki znan alpinist tiste dobe v Schladmingu, ki je pobiral prostovoljne prispevke pri turistih, gostih, in potem so tam v temle Dachsteinskem pogorju naredili prvo ferato in se po njem imenujejo tudi tisti prvi elementi, takšne trikotne kovinske stopnice, ki so jih nadelali na teh vertikalah. Simoni se je ta človek imenoval. Ferate bili pobliže, mislim, več vemo o njih iz Prve svetovne vojne, Soške fronte in podobno, kjer so to nadelali kot pomoč za te premike vojakov, opreme, transportne opreme in podobno. Samo novejše feratarstvo je pa začelo v 70-ih letih do neke mere z pretiravanjem, ker so nadelali ferate na prej nedostopne, se pravi čiste alpinistične smeri najvišjih težavnosti. Po letu 2000 se je pa ta trend spremenil. Razen teh tako imenovanih normalnih ferat, razlika med feratami, ferato kot takšno in zavarovanimi potmi pri nas je v tem, da so zavarovane poti delane po naravnih prehodih. Medtem ko te ferate spadajo v višjo kategorijo oziroma višje težavnostne stopnje in so namensko vodijo v vertikale, v previse, v gladke stene. No, ko sem že omenil ta trend, po letu 2000 se je pa spremenil in so nekako dosegli kompromis, da te ferate dejansko ne sodijo na te 3000 in podobno. In zdaj so vse niže in niže dolinam lahko dostopne širšemu krogu ljudi, ki si to želijo. In ta dr. Andrej Mašera je v svojem uvodniku septembrskega planinskega vestnika omenil, da zgleda, da bo v Avstriji, kjer je ta trend novih ferat 20 do 30 vsako leto, da bo zdaj kmalu že vsak avstrijski birt imel svojo ferato. Zakaj pa ne nazadnje? Popularizaciji, jaz bom to imenovala kar šport, ker se mi zdi, da je to zelo dober šport za telo, za duha, za kondicijo, čeprav jo moraš verjetno imeti kot feratar, ne? Zmotno mnenje. Feratarjem očitajo, da so to predvsem mlajša populacija, nabildana, ki se iz dolgočasja poda v... Bojan recimo, ne? Ja, nekaj takega, ja. Ki se poda iz dolgega časa v steno, se potem vrne nazaj z nekimi zanimivimi slikami in razlaga, da je vsaj približno enak Humarju ali pa nekaterim vrhunskim alpinistom.
V resnici boste pri Ferraterjih našli zelo veliko sivcev, to je naša generacija, dosti je tudi mladostnikov, čeprav ekstremne ferate v vseh vodničkih je izrecno poudarjeno, da te ferata ni nedovoljena, se absolutne prepovedi ni, ampak ni priporočljiva za otroke oziroma mladostnike do nekaj tega, ampak boste našli očeta in mamo, zagotovo vrhunska alpinista in na varovalni vrvi dodatno varovano pa tega. Zanimiv primer, mi smo bili letos na tej znani Kaiser Franz Josef v Eisenerzu. Naš gost je bil tudi znani Mariborčan Rajko Rajč, dolgoletni načelnik gorske reševalne službe, znani alpinist, ki je lani pri 70 letih znova preplezal Čopov steber. Zdaj me je pa malo sram, veste, ker jaz tega pri mojih 27 pa ne bi zmogla, verjetno. Čopov steber verjetno ne, se je tudi ne. In je bil navdušen pri 71 prvič na jeklenicah in ko smo potem pred nami sta plezala v paru en starejši gospod in sin ali zet, in ko smo se potem vrnili na izhodišče, na to parkirišče, se Rajč pohvali, jaz sem 71, pa sem bil tu gor in mu gospod pravi, majni junge, jaz jih imam 79, Na spletu boste našli tudi filmček, kjer se pravi 2 leti nazaj, 88-letni gospod pleza eno ekstremno ferato Der Johann v Dachsteinu. Ni vse moč, te osnovne prvine plezalne tehnike, je pa zagotovo, če se s tem baviš, si pa primoran nekaj več dati na tole, se pravi, kondicijo in te stvari, kot pa, če greš samo na Pohorje ali pa, ne vem, na kakšnega 2000. Na piramido, ki jo midva z Bojanom premoreva, recimo peš. Ampak to je osnova, za začetek je to dobra osnova. Evo, Bojan, vidiš, lahko se tudi midva kdaj poskusiva, do tega še pridemo. Zanima me, preden si pogledamo, dragi gledalci, drage gledalke, tudi nekaj fotografij, ki jih je naš sogovornik prinesel s sabo, da jih pokažemo vam, da si boste znali predstavljati, o čem govoriva. Daj vas samo še povedati, ker ste tako lepo napolnili ta oder, kaj vse pa feratarji sploh potrebujete oziroma je obvezna oprema za vas? Obvezna oprema je zagotovo plezalni pas. Ja. In pa samo varovalni komplet, čelada, feratarske rokavice pa velika večina ljudi jih uporablja. Imate pa tudi junake, ki verjetno s tako utrjenimi in žuljastimi dlanmi zmorejo brez tega pripomočka. Potem so še tule čevlji, se pravi tile malo večji so feratarski čevlji, ki imajo posebej oblikovan podplat, brez profila v sprednjem delu, za te plezanje, kjer gre na trenje, se pravi za vertikale in previse in prečnice, so dobri za pristope in sestope, ker vse ferate ne začnejo v dolini in do nekaterih je kar potrebno 2-3 ure pristopiti in začne nekje v vršnem delu kakšne gore. Tam, kjer je več teh klinov in skop, so ti dobri, medtem ko tam, kjer pa so gladke stene in večinoma samo jeklenica, kot je primer te ferate v Falbachu, o kateri bomo verjetno kaj tudi rekli, tam pa so obvezni, torej skoraj zakon plezalni čevlji. To so tile črno-rumeni. Ja, kot vidite pri vseh alpinistih, oni imajo sicer še drugačno obliko, ampak to so z posebno gumo, posebej namenjeni za alpinizem, za plezanje v stenah. Je feratarstvo, zdaj ne vem, če lahko uporabim to besedo, ampak jaz bi rekla kar sezonski šport. Ali ga lahko trenirate in se z njim ukvarjate vseh 12 mesecev v letu, ali imate svoje sezone? Vodnik, ažurni letošnji, ferate v Avstriji, preko 400 jih je. Če ga prelistate, boste videli večina, sploh tiste v višjem svetu gorskem, od junija do septembra, morda začetek oktobra. Tiste v dolinah nižje, kjer sneg hitreje skopi, potem tudi, če so na južni, obrnjeni stena na južno stran, pa tam nekje april, pa morda še tudi do začetka novembra, kot je primer za to vadbeno ferato v Labodu ali Lavamindu, tik za mejo pri Dravogradu. Torej, če je snegec, feratarji počivate? Ne. Kaj pa počnete?
Vrhunski alpinisti, pravi alpinisti, ki kljub nasprotovanju tudi pogosto uporabljajo ferate, če že ne za vzpon, tako ne za spremembo in za dušico, pa za sestop z kakšne gore. Posebej večina ferat ima potem tako imenovano zimsko zaporo in je z tablo ali fizično onemogočen dostop do jeklenice in vstop v ferato. Medtem ko te, predvsem visokogorju, so pa posebej nadelane, da kljub metrski snežni odeji jeklenice so dosegljive in so izven snega, tako da se lahko varujejo na njih. To je ta razlika. Jaz prosim zdaj režijo, da tudi pokaže prej obljubljene in omenjene fotografije. Vas pa prosim za kakšen komentar. Večkrat sem slišala, da ste omenili sosednja Avstrija, v Avstriji to, v Avstriji ono, kaj v Sloveniji nimamo mi pogojev za feratarstvo. Pri nas je ta Andrej Mašera je že pred mnogimi leti izdal zanimivo knjigo, 50 zavarovanih plezalnih poti, bogat izbor skoraj vseh pri nas. Vendar je treba povedati nekaj. Nekaj od teh je tudi v tem priročniku avstrijskem, da so vse te, tudi najtežje pri nas, v spodnjem razredu težavnosti, ker so, tako kot sem že prej omenil, narejene po teh naravnih pristopih in je dejansko ta jeklenica samo dodatna varnost. Na teh, zakaj Avstrija? Ravno zaradi tega, ker je nam najbližje. V krogu 200 km od našega Maribora je 10, 15, morda celo 20 zanimivih ferat, od srednje težkih do težkih, zelo težkih in celo ekstremnih. In Dolomiti so precej oddaljeni, mislim za nas iz Maribora, in pa seveda v Dolomitih je v tej poletni sezoni ogromna gneča, ker tja prihajajo feratarji, feratisti z vsega sveta. Meni izgleda vse skupaj zelo polno adrenalina, tudi malo poguma verjetno potrebuje feratar, da se tega loti. Jaz sem v tem popoln začetnik, jaz nikoli nisem plezala. Če grem slučajno na piramido, grem peš, po že uhojenih poteh, bi bilo feratarstvo mogoče tudi zame, da to poskusim? Noben problem, no torej osnovni pogoj, da se udejstvuješ v feratar, je torej odsotnost strahu pred višino ali globino. Se ne bojim. In pa odsotnost, mislim, ne smeš imeti vrtoglavico. Tudi tega nimam. Ja, potem vas vabimo, da se preizkušate z nami na tej vadbeni ferati v Labotu ali Lavamindu. Z veseljem vas vabimo v našo družbo. Zagotovo boste zmogli. Upam, da res, sicer Bojan bo držal pesti zame, jaz obverjamem, da se bom vrnila nazaj v studio, ampak vaš ta izziv pa sprejmem. Hvala lepa za povabilo. Bomo vzeli tudi kamero s sabo in vse skupaj posneli. To se da, ne? Ja, brez problema. Najlepša hvala, da ste si vzeli danes čas. Če bo slučajno kakšno vprašanje, dragi gledalci, drage gledalke, pa lahko pišete nam. ziva@rts.si je naš naslov. Vprašanje bomo posredovali gostu, ki bo z veseljem na vprašanje tudi odgovoril. Brez skrbi, ja. Hvala lepa. In ali imate, ne vem, ribiči rečejo dober prijem, ko gredo na lov oziroma na ribolov, si tudi vi med sabo feratarji, kaj rečete? Varno plezanje, srečno? Kakšnega posebnega izraza nimamo, iz čisto preprostega razloga, ker temu pristopamo z velikim veseljem, optimistično. Je pa res, da si potem na vrhu podamo roko, si čestitamo, to je drugače, pa kaj je posebnega. No, v naši skupini neformalni imamo eno tako reklo, ko nekje zastanemo pred kakšnim težjim delom, pol malo premislimo in ponavadi kdo reče, šta bi rekla baka, deco, idemo dalje. Ok, potem pa bom jaz rekla, kar hodite, osvajajte vrhove, skrbite za feratarstvo še naprej, ekipa Žive se vam pa zagotovo prihodnje leto pridruži. Hvala lepa. Hvala tudi vam.